Lep pozdrav, Miran tukaj. Zakaj osebna rast dostikrat ni tako enostavna? Se vam je kdaj zgodilo, da ste hoteli spremeniti nekaj v svojem življenju, da ste hoteli začeti neko novo rutino, da ste dejansko hoteli spremeniti neko navado, postati bolj odločni, bolj samozavestni, reagirati drugače, ali pa ste to mogoče svetovali nekomu drugemu in potem ste gledali, kako to, da mu ne gre, kako to, da nam ne gre. Povedal bom z vami, delil danes eno izkušnjo z današnjega treninga z stranko. Gospa ima moža, ki ima podjetje in v podjetju ima zaposlenega sina. In dostikrat se zgodi, da sin neke stvari naredi v redu in potem ga oče nič ne pohvali, če pa je potem nekaj narobe, pa dostikrat znori. In potem mi ta gospa reče, ja, poglejte, njemu sem rekla samo, mogoče moraš spremeniti svoj odnos, mogoče moraš začeti tretirati sina drugače, mogoče se bo ta odnos lažje spremenil, mogoče boš več imel od sina, mogoče bodo rezultati boljši. Jaz sem njemu vse to povedala in ravno tako pravi, da ji je sin povedal, da bi bil bistveno bolj vesel, da ga oče kdaj pohvali, namesto da mu da nekaj več denarja, mogoče tudi takrat, če se ga niti ne zasluži, oziroma oče na tak način poskuša te stvari povedati. Zakaj dejansko tukaj gospa je rekla, jaz sem njemu razložila, jaz sem njemu povedala, naj spremeni odnos, da bi bilo dobro, da to naredi, da se bodo stvari spremenile. Zakaj potem se te stvari ne spremenijo? Glejte, v bistvu gre za to, to, da mi nekaj vemo, da moramo narediti, da moramo začeti dejansko spremeniti odnos do drugih ljudi, je v bistvu ena zadeva. To, da vemo, da moramo začeti zjutraj bolj zgodaj vstajati, da moramo začeti z jogo, da moramo biti, bolj pozitivni, bolj prijazni, karkoli že je. V bistvu vse to je res in vse to mi vemo, ampak dejansko to ni dovolj. In eden izmed razlogov, zakaj dejansko se ogromno ljudi, ki prebere neke take članke, posluša neke videe, dobiva, zelo jasna navodila, saj v bistvu ni nobena skrivnost, kaj je treba narediti in kako je treba narediti. Ampak v čem je skrivnost? Poglejte, v bistvu, če pogledamo na primer tega moža, partnerja od te moje stranke. Prepričan sem, da on gleda svoje otroke z svojega gledišča. On ima neke standarde, po katerih dejansko sodi, kaj je v redu, kaj ni v redu, kdaj je nekaj dobro narejeno, kdaj je nekaj slabo narejeno. In dejansko svoje življenje gleda skozi to svojo perspektivo. Po drugi strani pa imamo sina, ki ima zopet svoje izkušnje, ki ima svoje standarde, ki ima svoj način pogleda na življenje. In sedaj ključ, da mi lahko pohvalimo nekoga, je v tem, da ga ne pohvalimo glede na moj standard in glede na mojo perspektivo napredka, ampak glede na njegovo. Ne glede na to, če imam jaz nek visok standard in mislim, da je nekdo, imam neka pričakovanja, največkrat je problem v tem, da imamo neka pričakovanja od nekoga, in potem ta človek naredi nek napredek, in dejansko za tega človeka je to velik napredek, ampak za naša pričakovanja je pa to še vedno nekaj, čisto povsem normalnega. In če se mi ne znamo spustiti na nivo tistega, katerega pohvalimo, to pomeni, pohvaliti moramo osebo glede na njeno situacijo, glede na njen napredek, glede na, njen razvoj. Poglejte recimo primer, včasih, enkrat se mi je celo zgodilo, pogovarjal sem se z nekom, ki ni imel dokončane osnovne šole. Razlogi so včasih različni, niti niso pomembni, in potem je ta oseba
osnovno šolo uspela pač v popoldanskem času dokončati, ne, in potem pač se naslednjič pogovarjava, ne, in potem mi reče, Miran, a veš, jaz sem pa naredil osnovno šolo. Ne. In v takem primeru je seveda tudi zame velik izziv in velika dilema, da rečem, wow, super, to je pa res velik rezultat za tebe, ker v bistvu vsi vemo, da imeti osnovno šolo v današnjem času je, bom rekel, čisto neka osnovna zadeva. In to ni nič nekaj posebnega, ker ne moreš ti priti nekam v neko družbo in reči, fantje, jaz imam pa osnovno šolo. Okay. In potem, ne? A razumete? Ne? To pomeni, da dejansko, če želimo nekomu pomagati, v tem primeru temu očetu, da lahko pohvali svojega sina, mu je potrebno razložiti te vmesne korake. Ker medtem, ko se nam nekaj zgodi in med našim odzivom, je v naši glavi nek dialog, nek pogovor. In ta pogovor bi moral biti tako, ok, v redu, razumem pač, da mogoče zame ta dosežek, oziroma pač to je neka predpriprava že, da zame ta dosežek ni nič kaj posebnega, ampak za njega je pa to velik napredek. In če želim njega razvijati, če želim njega dvigniti, potem moram njega pohvaliti in dvigniti glede na nivo, na katerem se on nahaja. A razumete? Ne? In če bi ona lahko svojemu partnerju razložila na ta način, potem bi partner razložil, v čem je zgodba in kakšna je potem celotna dinamika. In povsem enako se dogaja z nami, ko želimo spremeniti neko navado. Ker pač neka navada se je v našem življenju zakoreninila, je pač smo jo razvili, ker pač imamo neko korist. Ali se pač te koristi zavedamo ali ne. In ko želimo to navado spremeniti, ko želimo začeti delovati drugače, moramo spremeniti ta dialog, ki se zgodi znotraj tega. Medtem, ko se nam nekaj zgodi, oziroma pač ko neko odločitev naredimo in medtem, ko sprejmemo akcijo. In tukaj je, bom rekel, glavna zgodba, glavni problem, glavna srž tega, da se zataknemo, ker ne spreminjamo tega. Ne. Ker v bistvu lahko je to čisto neka banalna zadeva, osebnostna rast. Sem dober, ne, sem čudovita oseba, sem takšen in sem takšen. Ampak če zopet ne spremenim tega dialoga, ne, potem se nič ne bo zgodilo. In zato te afirmacije ne delujejo, zato te odločitve ne delujejo. In tukaj pač zagotovo vam veliko pomaga nekdo, ki je pač nek coach, ki ima izkušnje, ne, recimo pri mojem delu pač z strankami jaz uporabljam tudi svoje intuitivne sposobnosti. To pomeni, da začutim, kaj je zgodba v ozadju, kaj je program, ki ga moramo spremeniti, ker če tega programa ne spremenimo, potem dejansko ne moremo narediti te transformacije, ne moremo narediti spremembe in ne moremo narediti napredka. Tako da v bistvu upam, da vam je ta, bom rekel, informacija, to znanje pomagalo, da sedaj lažje razumete, kje se zatikate, kje dejansko na čem morate delati. Seveda pač, če želite podporo in dejansko pomoč, sem vam z veseljem na voljo, se lahko obrnete na mene, ampak v bistvu sedaj torej veste, med tem našim odzivom, ne, med tem, kar se zgodi, ne, in med našim odzivom je nek čas. Ne, kot rečemo, da smo ljudje smo odgovorna bitja. Odgovorna bitja pomeni, da imamo sposobnost odgovoriti. Ne. V angleščini pomeni we are responsible, able to respond. Ne. To pomeni, med tem stimulusom in odzivom našim je nek čas, v katerem se zgodi naš dialog. In če želimo, da je ta naš odziv drugačen, potem moramo spremeniti ta naš dialog. In tukaj je pač zelo pomembno, da dobimo prave korake, pravi nasvet in potem lahko spremenimo. Drugače imamo samo nek intelektualno, ok, moram to delati, moram tako se spremeniti, moral bi se tako obnašati, moral bi začeti to, ne? Ker v bistvu ta dialog znotraj tega ti preprečuje, zakaj tega ne začneš, zakaj se ne lotiš, kje so odpori, kako gledaš na samo situacijo.
To je bilo pač nekaj, kar sem želel deliti z vami. Upam, da vam je koristilo, da vam je bilo v pomoč. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in vas lepo pozdravljam.